Lepo pozdravljeni. Pesem, katero smo ravnokar čuli, guči o življenje, ker v nas zbuja preplah in nemir. In lejko bi pravili, da mogoče se trenutno tudi nahajamo v takšnem času, ampak jaz vrvljen, da si tudi vi ne želite te poti iti same, ampak z našim Jezusom vkuper, ker nam On daje to sigurnost. Tudi zato smo se zbrali pred ekrane, v prepričanje, da smo z Jezusom na dobri poti. Rada bi, da se pomolimo in damo se v njegove roki. Oče, jaz sem ti hvaležna za ti čas, da lejko pridemo pred tebe s prošnjami, s molitvijo in predvsem bi se ti rada zahvalila za tvojo neizmerno ljubezen, ker deliš med nas. Hvala ti, da nas ti kličeš k sebi vsak dan in da smo pri tebi na gvišnon, na sigurnon in da nam daješ smisel življenja v tebi, da nam daješ veselje, da nam daješ radost, Gospod. In to si želim tudi, da vsaki dom, vsaki poslušalec, ki se zdaj nahaja, da tudi čujete tvojo prisotnost, tvoje delovanje, in da se ti zasidraš v njihova srca, v njihove dome, da bomo povezane in da bomo kot eno pred tebov. V tvojem imenu te to prosim. Amen. V šoli smo imeli proslavo na temo Nekoga moraš imeti rad. In kar nekaj časa smo se s tem ustvarjali na to temo ljubezen in srčki tu in srčki tam. In vam povem, bila je lepa proslava, toliko lepih, toplo izrečenih, prijaznih besed. Ampak ob vsem tom so se moje misli usmerile na Boga. In predvsem v tej primerjave, ko premore Božja ljubezen več kot pa človeška. Božja ljubezen je neprimerljiva s človeško ljubeznijo. Včasih je nad našim razumom. In tudi dosti na tom svete, ko se dogaja, ne razumemo, Božjega delovanja včasih nam je ne vse razkrito, zakaj Bog dopusti to epidemijo, zakaj deluje na takšen način, zakaj to. Ampak znate, v čem se nam pa Bog ne prikriva, v čem se nam je On popolnoma razkril, je križ z Jezusom Kristusom, kjer je izkazal njegovo ljubezen. Tam je pokazal brezpogojno ljubezen, kajti Bog je ljubil ta svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da se nihče, kdor vanj veruje, ne bo pogubil, ampak bo imel večno življenje. Janez 3:16. Božja ljubezen je kot vrelec našega verovanja in našega upanja. V njegovi ljubezni smo varni. In ne moremo nič storiti, da bi to ljubezen povečali, ne moremo nič takšno nekaj slabega napraviti, da bi to ljubezen pomanjšali, kajte nič na tom svete nas ne more ločiti od te ljubezni. In tako je zapisano tudi v Rimljanom 8. Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč? Nič nas ne more ločiti od njegove ljubezni. In potem pravi dale, toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. Kajti prepričan sem, pravi Pavel, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. In to sigurnost imeti v srcu je največje bogastvo. Zato želim, da z vso zahvalnostjo, slavljenjem, s čaščenjem, čas, ker je pred nami,
slavilno skupino, da s temi pesmimi proslavimo našega Gospoda. Nič nas ne bo ločilo od ljubezni Kristusa. Nič nas ne bo ločilo od ljubezni Kristusa. Bog je poslal Sina za nas, nam zveličanje, odplačanje greh, dok poravnan na križu Golgote. Nič nas ne bo ločilo od ljubezni Kristusa. Nič nas ne bo ločilo od ljubezni Kristusa. Jezus Gospod z groba je vstal, se usedel na prestol. Zdaj pri očeh tu moli za nas, odpušča grehe nam. Nič nas ne bo ločilo od ljubezni Kristusa. 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 Oče, tvoja ljubezen je tako neskončno velika, sploh ne vem, kako naj živim brez tebe, moj Gospod. A ti si me sprejel kot sina, dal si mi ljubezen večno, vem, nikdar me ne zapuščaš. Oče, vedno si ob meni, tebe proslavim, moj Oče, tebi bom prepeval, ti si moj Gospod in moj Bog. Tebe proslavim, moj Oče, tebi bom prepeval, ti si moj Gospod in moj Bog. Oče, tvoja ljubezen je tako neskončno velika, sploh ne vem, kako naj živim brez tebe, moj Gospod. A ti si me sprejel kot sina, dal si mi ljubezen večno, vem, nikdar me ne zapuščaš. Oče, vedno si ob meni, tebe proslavim, moj Oče, tebi bom prepeval, ti si moj Gospod in moj Bog. Tebe proslavim, moj Oče, tebi bom prepeval, ti si moj Gospod in moj Bog. Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci, draga cerkev. Pravkar smo popevali pesem slavljenja o očetovi ljubezni. Znate, dnes je poseben praznik. Niti je nej cerkveni praznik, niti je nej državni praznik, ampak dnes je praznik zaljubljenih. Dnes je Valentinovo. In v tom posebnem dnevi, da mi možje kupujemo svojim najdražjim manjše pozornosti, kakšne rože. Tudi jaz sem svojo ženi od tega malo, ko se poznava, vsesko kupo kakšno rožo ali pa kaj drugega sladkoga. In znate, to je tudi prav tok.
Poleg toga, ko ona zna, ko jo ljubim, je pa pomembno, ko takšno pozornost tudi v potom malo pokažemo. Znate, štel sem eno nemško cesarje Friedriche II. Žive v 13. stoletje in on je cesar grato že za drugim letom svoje starosti. In ker je bilo njegovo življenje ogroženo, je večino časa preživel na Siciliji v izolaciji. Naučil se je več jezikov, ampak kot zanimivost, kot nemški cesar je nikdar ne znal nemško. Kasneje je delal najrazličnejše poizkuse z ljudmi in med drugim tudi z majhnimi otroki oziroma dojenčki. Znate, zaprl jih je v samoto, živeli so na ten način, da jih je nišče ne obiskoval, nišče ne smel z njimi nič gučati in šel je enostavno spoznati, kakšen jezik, da se ljudje oziroma ta deca te navčili, kako se sporazumevali. Dosta o samom izhodi teh testov se ne ve, znano pa je, in to je tragično, da so vsa ta deca mrli. Znate, brez medsebojnih stikov, brez ljubezni se ne da živeti. Dragi poslušalci, brez ljubezni mi živeti ne moremo. In mi ljubimo zato, ker smo ljubljeni. Mogoče si ti bil rojeni ali pa si bil vzgojeni brez ljubezni, ampak tvoje življenje je ne brez ljubezni. Mogoče zdaj ne čutiš neke posebne ljubezni ali so osamljeni, ampak vseeno je ljubezen v tvojem življenju prisotna. Ti živiš zato, ker si ljubljeni. Ljubljeni si od osebe, ki je ustvarila nebo in zemljo. Dragi poslušalec, ti si ljubljeni od Boga in njegova ljubezen je tebe izbrala, njegova ljubezen je tebe odkupila in njegova ljubezen je tebe odrešila. Ti si ljubljeni od velikega, mogočnega in večnega Boga. Kot prvo sem pravil, Božja ljubezen te je izbrala. Dragi poslušalci, mi se tega dostikrat sploh ne zavedamo, ker smo mi od Boga kot izbrani, kot njegovi otroci. V Efežanom 1. poglavje štejemo, pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Na dnešni dan, dan za ljubljene, bi nas rad spomnil, da osvežimo in se zavedamo tega, da smo mi ljubljene osebe. Da smo mi ljudje, ki smo od Boga željeni, da nas je On izbral, da nas je On izvolil. Rad bi, ko se zavedamo toga, da si Bog šče deliti svoje življenje z nami. On šče z nami deliti svojo ljubezen. Božja ljubezen do tebe je tako velika, da te je adoptiral, posvojil te je. Ti si Božji otrok, tega se moramo zavedati. Ob vsakem trenutku, leko priješ pred njega, leko ga za vse prosiš, leko njim izlegeš svoje srce, njim vse poveš in tvoj oče nebeški, tvoj Aba oče, ima čas, si vsede in si prisluhne. Tako zelo si ljubljene. Kot drugo smo pravili, Božja ljubezen nas je ali te je odkupila. Zato si dragoceni. Bog je dal najdragocenejše, ko je imel za tebe. Zato se leko mi zdaj imenujemo Božji otroci, zato ker si je tak, je mogel Bog plačati eno visoko ceno in v Rimljanom 6:23 piše tak, plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Prešteli smo, da je bil Bog pripravljen plačati ceno za naše odrešenje in s tem nas je sprijel za svoje otroke.
Vse to pa zaradi tega, ker te zelo ljubi. In kot tretja, Božja ljubezen te je odkupila. Tebi je odpuščeno. Jezus, kot Božji sin, je prišel na zemljo, da bi na sebe vzel tvojo krivdo in te pripravil za srečanje z Bogom. Prešteli smo, kaj je cena za greh smrt, ampak Jezus je plačal to ceno, da bi ti lahko živel večnost. Jezus je sprejel tvoje grehe in namesto tebe bral, da bi bilo v tebi oproščeno. In dragi poslušalec, to je ljubezen, s katero nas Bog ljubi. Kološanom 1:14 tako pravi, da imamo v Jezusi odkupitev, odpuščanje naših grehov. In 1. Janez 4:9 tako pravi, Božja ljubezen do nas pa se je razdela v tem, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. Ljubezen je v tem, ne v tem, da bi mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe. Pogledajmo na kratko, kaj to pomeni biti ljubljeni. Božja ljubezen je temelj tvojega življenja. Ti si ljubljen. In to je dejstvo, ne glede na to, ko ti delaš. Bog te ljubi ne glede na to, ko si ti v preteklosti delal, kako se ti počutiš, ko ti učiš ali kako ti živiš. Njegova ljubezen do tebe je tako velika, da je on za tebe pripravil vsak svoj naslednji dan. On se skrbi za tebe. Tebi se ne treba skrbeti za jutri, ker je on za tebe jutrišnji dan že pripravil. Ti si tako ljubljen, da si prav posebno ustvarjen. Takšen, kot si, takšnega te je Bog načrtoval. Ti si tako ljubljen od Boga, da je Bog za tebe celo v nebi pripravil prebivališče. In dovolim se že tako povedati, Božja ljubezen do tebe je tako velika, da Bog svoje večnosti brez tebe ne šče preživeti. Vedno te šče imeti ob sebi. Tako smo mi od Boga ljubljeni in to se skoraj ne da opisati. Ampak Božja ljubezen je enostavno prisotna, je brezpogojna in je večna. Znate, on je tako kot naša koža na našem telesu. Popolnoma, vse posebej nas obdaja, vedno je ob nas in mi jo enostavno nucamo za svoje življenje. In Bog nam ponuja to svojo ljubezen. Na nas pa je, če jo sprejmemo ali ne. Ampak Božja ljubezen je tebi vedno na razpolago. Bog si šče svojo ljubezen s tejo deliti. Cena za tvoje življenje je že plačana. Gospod pa čaka na tvoj odgovor. Te njegova ljubezen še navdušuje. Si navdušen nad njegov ljubeznijo. Napolnjuje njegova ljubezen tvoje srce, tvoje misli in tvoje življenje. Ali ljubiš svoje življenje? Dragi, ljubimo svoje življenje, ki nam jih je Bog dal. Kajti mi smo od njega ljubljeni, takšni, kot smo. Poleg tega pa ne pozabimo tudi na to, da smo mi tempelj Svetega Duha, v katerih prebiva sam naš Gospod. In rad bi, ko se vzemo nekaj časa in razmislimo o toj Božji ljubeznosti, štero nas Gospod ljubi. In skupaj spopejemo 10. skupno pesen, štero tako pravi, Božoj ljubeznosti njega kraja. Božoj ljubeznosti njega kraja, globša je od velikega morja. Omri zvej, signe na visina, kama ne signe moč vihira. Mene grešnika je sprio novi gvant
al srce veselo dičim Boga, ar blaženstvo mi vživa duša. Mene grešnika je sprijel, novi kvant me obleko, ne straši me greha breme, ar Božje dete že zdaj sem. Mene grešnika je sprijel, novi kvant me obleko, ne straši me greha breme, ar Božje dete že zdaj sem. Božoj ljubeznosti njega kraja. In zato, ker sem ges ljubljene, lahko to ljubezen delim tudi naprej. Ko to pomeni praktično? Predpostavljam, ker smo mi Bogu dali odgovor na njegovo ljubezen in ljubimo Boga. Ampak, znate, prava ljubezen se tu ne stavi. Ta ide naprej. Da so Jezusa pitali, ko je najpomembnejše v življenju, je pravo, da moramo Boga ljubiti za celim svojim srcem. In amen. Ne. Tu ide naprej. On je tu ne končal. Skupaj preštemo, v Mateji 2:20 piše, rekel mu je, ljubi Gospoda svojega Boga za vsem srcem, za vso dušo in za vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. In te je Jezus nadaljeval. Druga pa je njej podobna. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. Znate, ljubezen je kot kovanec. Če ga pogledamo, ko vidimo? Vidimo, da ima dve strani. Zapečatene bi pravili ali stisnjene. In tako je tudi ljubezen vedno dvostranska, tako kot je te kovanec. Vedno morate biti obe dve strani zaznamovani. Če je samo ena, je nekaj narobe, je neveljavno. Prav tako je tudi z ljubeznijo. Mi nucamo obe strani. Mi nucamo ljubezen do Boga in mi nucamo ljubezen do ljudi, do svojih bližnjih. V Janeze 4:7 štemo tako. Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga. In ker je vsak, ki ljubi iz Boga, rojen in Boga pozna, kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Oboje je med seboj povezano in eno brez drugega ne delujejo. Tebi ne treba niti Boga, niti ljudi ljubiti. To je tvoj odločitev. Bog pa tebe vseeno ljubi. Brezpogojno in večno, da te ljubi. Toda, če ti praviš, ka Boga ljubiš, potem je pa nemogoče, ka bi pravo, ka ljudi ne ljubiš, da jih sovražiš. Kako pa je zdaj lahko to Božjo ljubezen delim? Božja ljubezen se lahko deli na te način, da mi ljudi sprejemamo. Tako kot je Jezus tebe sprejel, ti si bil od njega izbrane, smo prelej pravili. Božjo ljubezen lahko delimo na te način, da ljudi cenimo. Tako kot je Jezus tebe cenil in te odkupil za drago ceno. Ljudi lahko ljubimo s tem, da jim odpustimo. Tako kot Jezus tudi tebi odpustil tvojo krivdo, te je odrešil. Ljudi sprejete, tako sem jaz bil izbrani. Iz ljubezni te je Bog izbral in v tej ljubezni živiš, če ti druge ljudi tudi sprejemaš. Rimljanom 15:7 tako pravi, zato sprejmite drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas v Božjo slavo. Sprejeti ljudi. Ne samo tiste, s katerimi se dobro razumeš, s katerimi se dostikrat
družiš, z njimi ideš na kavo, tiste, štiri te obdarujejo, ti prinesejo kakšno darilo, mogoče za rojstni dan, ti delijo komplimente in pohvale. Vse ljudi. Ljudi, ki ti sploh so najsimpatični. Ljudi, nad katerimi se mogoče zgražaš. Ljudi, s katerimi nimaš nič skupnega. Tiste, štiri ti idejo na živce, ki te morda zaničujejo, ki te ignorirajo. Tiste, ki so te ranili. Dragi, rad bi nas izzval, ka pogledamo v ljudi. Ne glej samo na njihovo zunanjost. Vsaki človek je od Boga ljubljen. Od Boga ustvarjen in zanj je vsaka oseba dragocena. In dragi, torej, što ti daje pravico, da ti takšnega človeka zaničuješ? Da se iz Boga ljubljene osebe norčuješ, jo ogovarjaš in se ji posmehuješ. Ta oseba je Božji ljubljeni otrok z vsemi svojimi napakami in Bog se skrbi za svoje otroke. In to si ti in pa tudi ta druga oseba. Zato bodi ti tisti, ki živi v skladu z Božjimi navodili in zakoni. Deli to ljubezen, štero se ti prijo od Gospoda tudi drugome. Za vse ostalo pa prepusti Bogu. Onda se poskrbo. Mi smo v svetu in tu smo za svet, za ljudi, da jih sprejemamo. In to mora biti naš življenjski stil. Rad bi vam dal en svet. Če imaš v svojem življenju ljudi, s katerimi enostavno ne mreš, potem se najprej začne za njih moliti. Blagoslavljaj jih. Razmislih o dobrih lastnostih te osebe in če se res nobene dobre lastnosti ne spomniš, potem se začne zahvaljevati Bogu za to, da jo on ljubi, da jo on blagoslavlja. Izreči blagoslov na to osebo. Znate, presenečeni te, kaj se je dogajalo. Kako drugo, kako leko ljudi ljubimo in to Božjo ljubezen delimo, smo pravili, da naj ljudi cenimo. Zato, ker smo tudi mi bili za visoko ceno odkupljeni. Bog je plačal neverjetno ceno za tebe. Zato, ker si jim tako dragoceni. In v Božji ljubezni živiš, če ceniš tudi druge ljudi. In kako lahko to delamo? Prepoznaj, ali vidi dobro v njih in jim tudi povej. Pokaži jim iskreno zanimanje za njih in jim prisluhni. Drži za svoje besede in obljube. Priznaj njihovo delo in trud in to tudi povej. Bodi obziren do njih. Naj ne da moje dobro v ospredje, ampak to sočloveka. Ne ide se za mene, ne ide se za moje. Pravili bi, pusti drugome zadnji fola torte. Daj drugome prednost na blagajni v bauti do se. Ne treba tebi vsega povedati, ko si ti misliš. Me enostavno odprejte oči za druge ljudi, za tiste, ki te obdajajo. Me odprejte oči za njihove potrebe. Naj tvoji bližnji začutijo, kaj jih ti ceniš. Pa naj bo to le z en nasmehom, s pohvalov, z ohrabritvijo, s pomočjo, ali pa enostavno, kaj jim daš svoj čas, da jim prisluhneš. Dragi, mi smo v svetu in tu smo za svet, za ljudi, da jih sprejemamo, da jih cenimo in to mora graditi naš življenjski stil. In spet bi vam dal en svet za sprejemanje. Vzemite si svoje telefone v roke, pozovite ljudi, povejte njim. Ali jim pa pošljite kakšno sporočilo, SMS prek Messengera, WhatsAppa ali kakoli, pokažite jim, kako so vam dragoceni. In kot treča, kako leko ljudi ljubimo in jih izkažemo ali delimo svoj ljubezen, je to, da ljudem odpustimo, ker smo tudi mi odrešeni.
Bog se je za to poskrbel, da ti več nemaš nobene zadolžnice pred njim. Nikaj si jim ne dužen. V Božji ljubezni živiš, če druge ljudi prenašaš in jim odpustiš. Vsi mi, kdo in ti pa tom, koga ranimo, nišče izmed nas je ne perfekten ali popolnen, nišče ne dela vse prav, mi smo enostavno odrešeni grešniki. Bog je tebi tvoje napake, vse tvoje grehe že oprostil. Tebe vidi kot čistega in on se šče, da tudi ti tako ravnaš z ljudmi, ki te obdajajo. In če si iskreni, si tudi ti želiš, da bi ljudje tebi odpustili tvoje napake. Bodi ti tisti, ki odpušča. Odpušča je nekaj, kar nas osvobaja. Neodpuščanje ali zamere pa okamenijo naša srca in postanemo zagrenjeni, razočarani. Podzavestno postanemo zvezani za to osebo in naš odnos ali neodnos najbolj škodi nam sami. Znate, to je to, če bi imeli na hrbte en veliki nahrbtnik, ki postaja z vsakim korakom vedno in vedno težje. Mi smo v svetu in tu smo za svet, za ljudi, da jih sprejemamo, jih cenimo in jim odpuščamo. To mora biti naš življenjski stil. In tudi ti bi vam dal eden na svet, kako odpustiti. Če imaš težave s tem, da bi komu odpustil, ti svetujem, ko si najdeš osebo, štere zavipaš, da se pogovoriš za to osebo od stvareh, štere te bremenijo, da se skupaj molita, da skupaj najdeta pot, kako pristopiti do osebe oziroma kako jo odpustiti. Znate, skupaj zmoremo več. Dragi poslušalci, draga cerkev, Gospod je za nas napravil vse. Čaka pa na naš odgovor, na našo reakcijo. Mogoče moraš zdaj po Božji besedi, štero si poslušal, najprej utrditi temelj tvojega življenja in obnoviti ali upoglobiti ljubezen do Boga. Zato povej ja njegovoj ponujeno ljubezni. Mogoče si opazil, ko si njegovo ljubezen sebično zadržal le za sebe. In povej ja, kaj sem ljubljeni od Boga. In s čim to ljubezen deliti z ljudmi. In s tem se odločaš, da boš ti napravil korak bliže svojimi sočloveki. Ampak to ne da samo odgovore v svoji glavi, ampak, dragi moji, igrajmo dejavne, naj Božja beseda postane dejavna v naših življenjih. Ali obstaja mogoče nekak v tvojem življenju, štero ga ne moreš sprejeti? Kako leko v tom kedne pokažem mogoče spoštovanje in jim povem, da ga cenim. More mogoče komu odpustiti. Mi smo v svetu in tu smo za te svet, za ljudi, da jih sprejemamo, jih cenimo in jim odpuščamo. To mora graditi naš življenjski stil. Gradimo ljudi, ki Boga iz celega srca ljubijo in postanemo ljudi, ki so ljubljeni zato, da daleko ljubijo. In največjo ljubezen, štero poleko ljudem izkažemo, pa je to, kar jim pričujemo o ljubezni, štero smo mi sami doživeli. Draga cerkev, mi smo v svetu za ljudi. Da nas Gospod blagoslovi, da nam Gospod pomaga. Amen. Na kraje leko še strnemo svoje misli, vi tam doma, v svoji domovi, mi tu, v toj našoj praznoj cerkvi, ampak Gospod je z nami. On prebiva v naših življenjih. Naj bude
njegovo sveto ime je proslavljeno. Gospod Jezus, hvala ti je za tvojo ljubezen. Hvala ti je, Gospod dragi, da si nas ti izbral, da se lahko imenujemo tvoje otroci. Gospod dragi, hvala ti, da si nas ti odkupil. Gospod dragi, za tvojo sveto krvjo, ki je bila prelita na križu za nas. In Gospod dragi, hvala ti je, da smo lahko odrešeni in znamo, da imamo večno domovino skupaj s tebov. Gospod, v nebesih, in Gospod, hvala ti, da nas tvoja beseda uči, da je to tudi tvoja največja želja. Zato si bil pripravljen plačati to visoko ceno, da bi mi večnost preživeli skupaj s tebov. Gospod, dragi, to te zdaj tudi prosim, da je resnično na mi ljudi v svoje okolice sprejemamo, Gospod dragi, naj jih cenimo. Gospod dragi, naj odpustimo tistim, ko so mogoče kaj zamerili. In Gospod dragi, to te prosim, da nas ti resnično povezuješ. Naj ljudje spoznajo tebe po tem, da se mi med seboj ljubimo. Amen. Čuli smo, da je Božja ljubezen izbrala nas, odkupila nas je, odrešila nas je. Ne glede na to, ali mi to ljubezen do Boga vračamo ali jo zavračamo, On je to napravil za enega vsakega izmed nas. Seveda na nas je, da sprejmemo to ljubezen, jo cenimo in da ljubimo svoje bližnje, jim odpuščamo in da prevzememo to tako kot naš način življenja. Torej, tu na sveti smo, da ljubimo. Na mojo pisalno mizo sem se zapisala en takšen listek z molitvijo, da se vsakogojno, če ide, poglednem in v molitvi prinesem pred Gospoda. Bog, ne glede na to, kaj mi bo danes uspelo opraviti, si želim preživeti čas v ljubezni do tebe in do drugih ljudi, ker je to najpomembnejše v življenju. Tega dne nočem zapraviti. In pri tom mi naj Gospod pomaga, da ga resno ljubim iz celega srca, za vso dušo, za vso močjo in za vsem mišljenjem in da svojega bližnjega ljubim kot samega sebe. Tako vas lepo pozdravljam in rada bi vam pravila, rada vas imam, pogrešam vas in upam, da se čim prej vidimo.